Lepo pozdravljeni. V termoelektrarni Brestanica so konec lanskega leta strani Gen Energije dobili soglasje k izgradnji novega 7. plinskega bloka. Gre za nadaljevanje izvedbe projekta zamenjave 3 plinskih blokov iz leta 1974 in sicer drugega dela prve faze, ki vključuje postavitev še enega plinskega agregata moči 53 MW. Začetek izvedbe investicije v 7. plinski blok se je pričel konec lanskega leta s pripravo in izvedbo javnih naročil za posamezne lote. Vsa potrebna dovoljenja smo pridobili strani lastnika, to je Gen Energije, tako da smo 20.12. objavili v Evropskem uradnem listu razpis za nov plinski blok. Če ne bo nekih zapletov, predvidevamo 25.1. da se razpis zaključi, dobimo ponudbe in potem izberemo najugodnejšega in tudi tehnično ustreznega dobavitelja novega plinskega bloka. Začetek del bo predvidoma stekel že spomladi. Prav gotovo če ne bo, tako kot sem rekel, nobenih pritožb, lahko pričakujemo, da v marcu začnemo z gradbenimi deli. Prostor za 7. blok je sicer že pripravljen v stavbi, kjer stojita turbina in generator 6. plinskega agregata. Mi nekje planiramo v roku slabega leta, da se to zaključi in potem nastopi ta dobavitelj tega genseta, tako kot ga mi imenujemo, plinska turbina, generator, da postavi na lokacijo. Tako da celoten projekt se računamo nekje 2 leti, dobre 2 leti, da se zaključi. Gre torej za nadaljevanje izvedbe projekta zamenjave 3 plinskih blokov iz leta 1974 in sicer drugega dela prve faze, ki vključuje postavitev še enega plinskega agregata moči 53 MW. Agregati iz leta 1974 sicer še delujejo, vendar so pri koncu svoje tehnične življenjske dobe, saj je težko dobaviti specifične rezervne dele in bi tako težko zagotavljali današnjo visoko stopnjo razpoložljivosti in zanesljivosti obratovanja. To je tisto, kar ves čas govorimo, to je nadomestni blok. Mi bomo z tem dodatnim plinskim blokom v bistvu zagotovili vse potrebne pogoje, da postopno zaustavimo te stare plinske bloke iz leta 1974. Obratovanje tega bloka bo usklajeno s potrebami, ki se pojavijo v elektroenergetskem sistemu Slovenije, ob primernih cenah na trgu pa bi blok obratoval tudi v komercialne namene. V termoelektrarni Brestanica so lani sicer slovesno odprli 6. plinski blok. Elektrarna je s tem pridobila dodatnih 53 MW razpoložljive moči, z novo pridobitvijo pa se je njena moč povzpela na 350 MW. V februarju, ko so bile zaprte vse meje, torej ni bilo možno uvoziti električne energije, smo v bistvu, kljub temu, da je bil blok v poskusnem obratovanju, reševali elektroenergetski sistem Republike Slovenije. Ocenjena investicijska vrednost novega 7. plinskega bloka sicer znaša 26,45 milijona evrov. Konec leta je vlada sprejela zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami. Kaj omenjeni zakon prinaša v praksi, pa v nadaljevanju. S sprejetjem interventnega zakona o ukrepih pri ravnanju z odpadno embalažo se rešuje stanje pri nekaterih izvajalcih obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja oziroma obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov. Velik pomen sprejetje zakona ima za vsa komunalna podjetja v Sloveniji, kjer se kar vsa komunalna podjetja trenutno ukvarjajo z velikimi količinami neprevzete embalaže, ki je bila dana na trg in potem zbrana po ekoloških otokih, se pravi tisto, kar občani zberejo ločeno in pripeljana na centre ali pa na zbirne centre. Trenutno so vsa slovenska komunalna podjetja zasuta z neprevzeto embalažo, saj večina družb za ravnanje z odpadno embalažo svojih obveznosti ne izvaja že 4 mesece. Vsa skladišča so zapolnjena, zaradi kupov odpadne embalaže pa med drugim obstaja tveganje za varstvo okolja. V prejšnjem tednu so že okoljski inšpektorji hodili po terenu in označevali neprevzeto embalažo, tako je bilo tudi na podjetju Kostak. Upamo, da bo ta embalaža čim hitreje sprejeta oziroma prevzeta od družb, je pa normalno v teku zdaj tudi razpis, ki bo, upam, objavljen v tem tednu, da se poišče izvajalca za prevzemanje te embalaže. Sicer pa je že konec oktobra, dober mesec pred sprejetjem interventnega zakona, v veljavo stopila spremenjena uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Ta je sicer prinesla začasne ukrepe, ki so do interventnega zakona v neki meri olajšali stanje na terenu.
Moram povedati, da v občini Krško oziroma v občinah Krško in Kostanjevici na Krku ni bilo velikih težav, ker imamo svojo predelavo odpadne embalaže oziroma embalaže, ki je bila zbrana. Vendar so pa druga komunalna podjetja imela velike težave, niso pa tudi vsa komunalna podjetja rešila težav, kjer z uredbo se ni pobrala vsa embalaža in moram povedati, da iz izkušenj na terenu in pogovori s kolegi so kar večino komunalnih podjetij še vedno zasuta z odpadno embalažo. V Spodnjem Starem gradu torej ni pretiranih zalog, a so se pojavile težave s prevzemom embalaže. Ker namreč mi imamo pogodbe z embalažnimi družbami tako za prevzem, se pravi te embalaže, kot tudi za obdelavo. In normalno je, da če pri drugih komunalnih podjetjih ne prevzemajo, tudi pri nas ne prevzemajo, vendar pa imamo možnosti obdelave in potem naknadnih reševanj teh količin. Trenutno pa imamo embalažo na zalogi, mislim, da je okrog 200 ton, ki je tudi označena in se bo potem v skladu z novim interventnim zakonom tudi ustrezno obdelala oziroma jo bo prevzel tisti izvajalec, ki bo zbran na javnem razpisu. Po sprejetju interventnega zakona pa so namreč ravno družbe za ravnanje z odpadno embalažo na nogah. Med sicer številnimi očitki je glavni ta, da bodo intervencijo prisiljene plačati ravno one. Ja, so zelo kritične in tudi se ugotavlja, da bo ministrstvo zelo težko retroaktivno reševalo problem iskanje plačnika za teh 3,5 milijone evrov, kolikor se predvideva, da bo ta zakon stal, vendar te zadeve bo moralo reševati ministrstvo. Mislim pa, da je tukaj vsa pohvala ministrstvu in novim ministru in njegovi ekipi, da se je nekako spopadla s to težavo, ker do sedaj ta težava v Sloveniji ni bila rešena. Leskovar ob tem ocenjuje, da se na trgu pojavlja velika količina neevidentirane embalaže. Ocenjujem, da več kot 50% embalaže, ki jo potem komunalna podjetja poberemo, ni evidentirane in razumem slabo voljo oziroma nestrinjanje embalažnih družb, kjer nimajo od kje to embalažnino vzeti in je potem nekaka luknja, ampak jaz mislim, da je to prva svetla točka k rešitvi problema. Kakšna pa rešitev problema, ne vem, moram pa omeniti, da ko smo imeli v Sloveniji samo eno embalažno družbo, teh težav ni bilo. Sicer pa interventni zakon ne ureja le prevzema nakopičene odpadne embalaže, ampak tudi odpadnih nagrobnih sveč. Uveljavljeni bobnar Marko Soršak Soki je v sklopu svoje velike glasbeno-dobrodelne akcije 20 za 20 obiskal 2 šoli v krški občini. Osnovno šolo Podbočje in osnovno šolo Adama Bohoriča Brestanica. Pridružili smo se mu v Podbočju, kjer je učence obdaril z bobni. Ko katero od šol obišče Marko Soršak Soki, nikoli ne pride praznih rok. Osnovna šola Podbočje je zdaj bogatejša za nove bobne. Dobrodelni projekt 20 za 20 je bobnar skupine Elvis Jackson pričel leta 2014, ko je praznoval 20-letnico delovanja na slovenski glasbeni sceni. Tedaj je k sodelovanju povabil 20 slovenskih glasbenih izvajalcev, s katerimi je v tistem času sodeloval ali bil kako drugače povezan. Tokrat pa se je povezal s klubom posavskih študentov. Klub posavskih študentov je v preteklem letu slavil 65-letnico delovanja in smo v lanskem letu vse aktivnosti še malo pojačali glede na prejšnje leto od festivala za mladež od Mladinskega kulturnega festivala. Sočasno pa smo izpostavili tudi projekt Analogni spomin za dober namen, kjer smo se potem tudi odločili sodelovati s projektom 20 za 20 in ja, na začetku smo rekli, da bi obdarili eno osnovno šolo, ker pa smo praznovali 65-letnico, smo rekli, dajmo kar 2 osnovni šoli. Poleg Podboške še osnovno šolo Adama Bohoriča Brestanica. Gre za 104. oziroma 105. osnovno šolo, ki jo je Soki obdaril z glasbili. Prvotna številka je bila 10, no, da nekako sem si zadal, da bi uspel zbrati toliko denarja, da bi 10 osnovnim šolam zbral za glasbila, ampak je istočasno že to takoj preraslo in pol naslednji cilj 20, pa je šlo čez 30, 40, 50, 60, 70, no vse danes do 104. šole in čez par minut tudi 105. šola, torej danes za našim dnem bo že 105 osnovnih šol v Sloveniji dobilo nova glasbila.
Zasluge za novo pridobitev gredo tudi vzgojiteljici v 1. razredu Anuši Ajster, ki je šolo prijavila k projektu. V juniju mesecu smo na aktivu prve triade se pogovarjali, kam bi se v bistvu vključile za naslednje šolsko leto, pa nam je padla ideja, da bi pa mogoče stavkali, zapolnili naše glasbeno učilnico, mogoče tudi glasbo popestrili v prvi triadi, zato smo preko e-prijavnice se prijavili na ta njegov projekt. Boben je inštrument, ki ga v naši šoli še nimamo. Zagotovo so rokerji danes tudi zelo pomembni med našimi učenci in je to inštrument, ki bo pritegnil naše učence. Še tiste, ki niso glasbeno toliko usmerjeni, da poskušajo. Odzivi iz šol pridejo zelo hitro. Najlepše je to, ko čez nekaj mesecev izvem, da so nastali novi šolski bendi, pove Soršak. Tudi lepe stvari slišim od učiteljev in staršev, ki mi pišejo tudi osebno, da se otroci tudi zboljšujejo z ocenami v šoli, da imajo tudi boljšo interakcijo z učitelji in s tem tudi, bom rekel, pravijo, nekateri so mi tudi rekli, da so manj agresivnejši, ker se učijo delati v timu, neka odgovornost je, pa neka zabava, hkrati pa spet učni proces, ki je na modernejši način zasnovan. Ko je začel dobivati prve odzive, se je začel zavedati, kaj počne in o tem, da bi s projektom prenehal, trenutno še ne razmišlja. To sem razmišljal pri 100. šoli, ja, da si bi malo umiril, ampak ne, ko sem vedeti, ko vem, da je to tvoje poslanstvo, pa da je to za otroke, pa glede na to, kako so hvaležni pa veseli novih glasbil, gremo naprej. Naprej gredo tudi v klubu posavskih študentov. Projekt Analogni spomin za dober namen, v okviru katerega so denimo pomagali tudi deklici z Alice Novega pri nakupu dvigala, se je s predajo glasbil sicer zaključil. Cilji za naprej so na področju sociale in humanitarnosti. Prihajajo že tudi neke pobude, da bi še nadaljevali s sodelovanjem s projektom 20 za 20, vendar se moramo še odločiti, kaj točno bo. Bomo pa zagotovo pripravili spet kaj zanimivega, ker se ves čas trudimo, da se nekaj dogaja za vse, da mlade spodbujamo k nekim, ne samo k zabavi, ampak k kulturnemu udejstvovanju, k dobrodelnosti. Zato smo tle, da delamo za mlade in da delamo za lokalno skupnost. V nadaljevanju sledi nekaj kratkih vesti. Člani občinskega sveta občine Krško so na drugi korespondenčni seji sprejeli sklepa o imenovanju nadzornega odbora občine Krško ter o imenovanju delovnih teles občinskega sveta občine Krško. Cilje projekta Najboljša riba je posavska riba, med njimi izboljšanje ozaveščenosti o pomenu rib v zdravi prehrani ter krepitev zanimanja za oskrbo svežimi in kakovostnimi posavskimi ribami, bo od meseca maja nadgrajeval projekt Riba je in. Namen projekta je povečati zanimanje za oskrbo z ribami in ribjimi izdelki ter s tem izboljšati ozaveščenost o pomenu rib v zdravi prehrani pri prebivalcih območja lokalne akcijske skupine Posavje v vseh 6 posavskih občinah. Nosilec projekta je občina Sevnica, v njem pa sodeluje še 7 partnerjev. Na 3-dnevnem že 25. mednarodnem strelskem turnirju v Rušah so v barvah slovenske reprezentance tudi letos nastopili 3 predstavniki strelskega kluba Brežice. Z odličnim streljanjem zračno pištolo sta se še posebej izkazali Pija Srbčič in Sara Ščuri, ki sta na sobotnem tekmovanju mladink osvojili 3. in 4. mesto. Anže Gmajnič pa je bil med mladinci 8. Z novimi uspehi se lahko pohvali tudi teniški klub Krško. Igralec Benjamin Bediš, ki za teniški klub Krško igra v prvi slovenski teniški ligi, je v Mariboru osvojil naslov državnega dvoranskega prvaka, med dvojicami pa sta Benjamin Bediš in Matic Sotlar osvojila 2. mesto. Uspešen teden in vikend je tudi za ekipo deklet. Una Grubešič je dosegla 2. mesto v kategoriji midi ter 3. mesto v tenisu do 10 let. Hana Šišak Molan se je uvrstila v četrtfinale posamezno in polfinale v dvojicah skupaj z Niko Perič iz teniškega kluba Šentjur na zimskem državnem prvenstvu do 12 let v Ljubljani. Društvo ljubiteljev suhomesnatih dobrot iz Leskovca pri Krškem je letos že 5. leto zapored pripravilo prikaz domačih kodin, ki je tudi tokrat potekal pri enem od članov društva v Malem Podlogu. Namen nekdanjega praznika je, kot je dejal predsednik društva Jože Petkovšek, predvsem ohranjanje stare tradicije, prenašanje znanja na mlajše člane ali rodove in obenem druženje ter ohranjanje večstoletne tradicije.
Postopek je klasičen, bolj po starinsko, čim bolj po starinsko, kosi se naredijo po starinsko. Zakol je že bolj modern, smrtica ne sme biti več taka, kot je bilo včasih, ne mora biti mečkim drugače, bolj na hitro. Tako da nič kaj posebenega, edini izdelki so bojo pa naredili tako kot običajno. Začeli so z razkosavanjem in pripravo mesa za prekajevanje, za krvavice, tlačenke, slanino za cvrtje in salame. To bo današnji dan, bo cel dan trajalo, naprimer, dok bojo krvavice narejene, mesene klobase pa tlačenke, to bomo še danes naredili. Meso za salame mora pa tako in tako dozoreti, da so bolj salame vrhunske. Moramo tukaj cajt počakati, da meso dokončno umre, pa da se bolj napravi kvalitetni izdelek. Menda je različnih izdelkov ustvarjenih na Kodinah po Sloveniji krepko čez 50. Recepti in postopki predelave pa se včasih razlikujejo že med dvema vasema. Zato ne preseneča, da so razlike med posameznimi regijami še toliko večje. Primer pri krvavicah, tukaj je glavna začimba kot začimba je marejon. Pri nekaterih drugih regijah se pojavljajo mete in tudi druge začimbe, ki prevladujejo. Pri nas se tudi daje pražena čebula, ki v bistvu da dober sladkast okus. Drugi so pa malo cimeta, sol, poper, tako da pravilno kuhan riž, pravilno kuhan ješprenj. Že nekaj dekagramov soli in drugih začimb lahko prav tako povsem spremeni okus salame. Pri suhih klobasah v bistvu je pa osnovna začimba sol, poper, česen. Salame so pa spet, salamo mi ne moramo ocenjevati regijo Primorsko in regijo Dolenjsko Posavje, ker v bistvu Primorska ima priokus plesni. In tukaj sodniki v bistvu ocenjujejo salamo, ki je brez prisotnosti plesni in da je okus mesa, ker okus mesa, začimb in slanine da en okus, ki je ga pridobi ta izdelek in je primeren za ocenjevanje. Kodine, ki jih društvo organizira vsako leto, veljajo kot izobraževanje. Na področju ocenjevanja mesnih dobrot in kodin po vsej Sloveniji sicer pripravljajo kar nekaj ocenjevanj in tekmovanj, teh se udeležujejo tudi člani tega leskovškega društva. Hodimo po teh tekmovanjih, naprimer zdaj že v januarju gremo z krvavicami, s pečenicami pa z krajinskimi klobasami gremo v Kostanjevico, društvo domačih kolin odnesemo dol na ocenjevanje. Udeležba na raznih tekmovanjih je postala stalnica članov Društva ljubiteljev suhomesnatih dobrot, v katerem sicer poleg prikaza kolin vsako leto pripravijo tudi lastno salamijado. Na Sevnica, absolutno, Škocjan, Šmarjeta, Novo mesto, potem Štritov, pa te bližnje, kam daleč pa ne gremo, naprimer v Braslovč ali pa tudi v Radnice gremo. Drugače teh bližnjih se pa vseh lokalnih salamijad udeležimo z izdelki. Cene so pa v povprečju zelo dobre. Lani je bilo Društvo ljubiteljev suhomesnatih dobrot prav tako organizator 22. finala slovenskih salamijad. Lansko leto je bilo, mislim, da je bilo okrog 800 salam v celotni Sloveniji, teh društvah prenešenih na ocenjevanje. 10% teh salam smo imeli mi v finalu. Slovenske salamijade, finalne smo imeli tam 10% teh salam, to se pravi 80 salam. Niso vsi prenesli, jih je bilo mislim, da 76 ali 74, nekaj jih je manjkalo, ampak zelo pohvaljno, uspešno, salame so bili zelo dobre, tako da na vrhu. Društveno salamijado bodo sicer pripravili konec aprila ali v začetku maja. Gledališčniki kulturnega društva Leskovec pri Krškem se pospešeno pripravljajo na premiero nove igre. V petek 25. in soboto 26. januarja se bodo domačemu občinstvu namreč predstavili s komedijo To imamo v družini po literarni predlogi Reja Kunija. Dogajanju, ki je postavljeno v bolnišnico v predbožični čas, bi lahko rekli tudi komedija zmešnjav. Pripravljamo pestro, dinamično, navihano, nagajivo komedijo, ki se dogaja v zdravniškem svetu. Verjetno se starejši spomnimo Doktor romanov, kjer so se zdravniki in sestre zaljubljali kot po tekočem traku. Tukaj je ta zaljubljenost imela tudi neke posledice. Iščemo krivca, morda ga bomo do konca našli. V tokratni predstavi igra 12 igralcev. Filip Černelč bo uprizoril zdravnika Davida Skoka. In imam zelo pomembno vlogo v tej bolnici, ker se pripravljam na svečano predavanje
In me cel dan, čisto vsak, ko pride me nekaj vprašati, me zmoti. In se nikakor ne morem pripraviti in pol se veliko različnih stvari zgodi, da na konc pa ni čisto tako, kot sem si zamislil, to moje predavanje. Moja vloga v sami predstavi, to imamo v družini, je Žiga Jana, pacienta. V bistvu sem predstavil edini pacient, ki me pač najde po nekšnem naključju, ko išče čisto enega drugega gospoda, ki ne obstaja. Ampak moje ime pa priimek sopada tisti osebi, katero iščejo po tej bolnici. Drugače sem pa bolnik na okrevanju, ki pa rad tudi kaj cukne, malo alkohola, pa zelo zameša štreme pri samem razpletu igre. Boštjan Arh, ki je v društvu aktiven že 16 let, ima v tokratni predstavi dvojno vlogo. Je namreč tudi pomočnik režiserke. V vlogi igralca pa se na odru prvič predstavlja Grega Martin Glas, ki igra vlogo policijskega narednika. Moja vloga tle je pač bolj povezovalna, da pač vse te dogodke nepričakovane, ki se dogajajo, sem jaz vpleten v njih, kot pač policaj, a ne, pač zgodi se to, da jaz pač na koncu vse skupaj povežem in da se pol vidi, zakaj se ta igra dejansko šla, a ne. Komedijo To imamo v družini leskovški kulturniki pripravljajo po literarni predlogi Reja Kunija. Zelo veliko časa si je vzel za to, da je like prikazal in obdelal. In zelo veliko je humorja, ki temelji na dialogih. Ne gre samo za zaletavanje, spotikanje, premetavanje ali ne vem, dovtipe o seksu in takih stvareh, ki smo jih v bistvu povsod že skoraj malo siti. Igro je treba kar premišljeno poslušati in gledati, sicer pa je tudi dovolj zabave in smeha in napak in spotikanja. Priprave na predstavo tečejo že od začetka septembra, ko so začeli s prvimi vajami. Pol so bile pa različne, najprej smo like razdeljevali, potem smo se tekst učili, pa smo šli kmalu že na oder, da smo z gibanjem tudi razdelali. Pol tista zadnji del je pa pač na vsakem od nas igralcev, da se po svoje pripravimo na vlogo, naučimo tekst in se res vsak pripravi, da čim bolj stopimo pred naše gledalce. Gledališčniki Kulturnega društva Leskovec pri Krškem se bodo domačemu občinstvu predstavili v petek 25. in soboto 26. januarja v leskovški osnovni šoli. Ja, lepo povabim vse Leskovčane, vse okoličane, predstavnike vseh agencij, ki morajo prekontrolirati naše delo, da nas obiščejo 25. in 26. januarja. Ob 7. Vstopnina je 7 €, vstopnico je možno rezervirati. Petek in soboto bomo zelo veseli vašega obiska. Vabljeni v bolnico Svetega Andreja. Rezervacije so potrebne. Za konec pa še nagrad Reichenburg, kjer je na ogled razstava Če bi Slovenija bila, na kateri se predstavlja 18 sodobnih slovenskih fotografov. Projekt je idejno zasnoval priznani francoski fotograf slovenskega porekla Klaudij Sluban, ki je na podlagi odprtega poziva izbral avtorje, ki so med letoma 2015 in 2018 razvijali lastne fotografske serije pod temo z naslovom Če bi Slovenija bila. Gre za dokaj dvoumen naslov, namreč konča se s 3 pikicami in vsak avtor je v bistvu nadaljeval, kaj mu Slovenija pomeni. Lahko je to v bistvu kot neka dokumentarna serija, dokumentiral se pravi neko življenje, lahko je zelo intimistična, kako sam doživlja. Lahko gre za aktualne dogodke v tem času, ko je serija nastajala, ali pa enostavno odzive na družabno življenje. Ena od soavtoric razstave je tudi Nina Sotelšek. Ja, tudi jaz sem bila izbrana med teh 18 fotografov. Razvijala sem pa serijo, ki se navezuje na moje bivanje v Krškem. Sicer iz fotografij se ne bojo prepoznale lokacije oziroma malo katera. Gre v bistvu za notranje doživljanje mene v tem kraju, se pravi, kako se jaz vključujem v ta kraj, kako ga sprejemam in kako on sprejema mene.
Gre za v bistvu navezuje se v bistvu na moje otroštvo in odraščanje tu, potem v bistvu odhod od tu in spet vrnitev. Gre za nekakšno intimno dokumentacijo in na tej razstavi lahko zasledimo kar nekaj podobnih serij. Druge so spet zelo dokumentarne. Recimo Matjaž Rušt je šel v Argentino, Argentino, Ameriko in Avstralijo, kjer je dokumentiral Slovence, slovenske skupnosti. In v bistvu je zelo direktno pač pokaže, kako ti ljudje živijo. Potem recimo tukaj imamo Roberta Marina, kjer je dokumentira tako res vsakodnevno, kako preživlja svoje dni v Ljubljani ali pa pač kjerkoli, v bistvu kot nek vizualni dnevnik. Isto temo fotografi torej interpretirajo na različne načine. Serije tako prikazujejo globalizirana predmestja, izseljence v ekonomsko razvitejše države, življenje v družinski celici in introspektivne projekte, ki se ukvarjajo s posameznikovo vpetostjo v bivanjsko okolje. Potem je recimo Ciril Jazbec, ki je bil na meji, takrat v Rigoncah, takrat, ko so prehajali migranti skozi Slovenijo in je v bistvu to dokumentiral. Potem je Boštjan Pucelj, ki je izdelal veliko število krajin, v katerih vidimo čist drobcene koščke teh žic z rezili, ki so se postavile na spodnji meji. Tako da v bistvu vsak res zelo na svoj način pokaže, kako vidi Slovenijo, kaj mu pomeni, kaj se mu zdi pomembno v bistvu v tem času izpostaviti. Nekatere serije so nastajale prav v ta namen, nekatere pa vključujejo tudi arhivsko gradivo, ki sovpada s širšo zasnovo projekta. Vse skupaj pa je pač potekalo tako, da vsak smo si pač povedali, kaj bi radi delali in potem je predvsem šlo za editing, s katerim je recimo nas mentor Klavdij Sluban usmerjal do končnega izgleda te serije. Razstava je bila sicer lani poleti predpremierno prikazana na enem najpomembnejših svetovnih festivalov fotografije v Arlu v Franciji. Mišljeno je bilo, da bo prvič tukaj predstavljena, v bistvu tako je bilo tudi zastavljeno, potem pa se je po naključju oziroma ponujena je bila na ogled vodji direktorju umetniškega festivala v Arlu. In jo pač, ko je videl ta dela, je povabil v bistvu nas, da smo jo predstavili na enem v bistvu najprestižnejših fotografskih festivalov na svetu. Ob razstavi je Kulturni dom Krško izdal knjigo umetnikov. Zasnovana je v obliki 20 v škatlico vloženih zvezkov. Vsak avtor je dobil možnost, da predstavi svoje delo v svoji knjižici. Gre v bistvu za knjigo v škatli, tako da v bistvu vsak avtor se predstavi s svojim zvežčičem, kjer je tudi predstavljenih recimo tam nekje okoli 10 fotografij. Razstava je na gradu Reichenburg na ogled do 21. aprila. Spoštovani gledalci, drage gledalke, to je vse, kar smo pripravili v tokratnem Posavskem tedniku. Bodite z nami tudi prihodnji torek, do takrat pa hvala za pozornost in nasvidenje.